Nevarno prehitevanje oškarje in čez polno črto pa nepravilna stran vožnje. Ja, takšne izjemno nevarne kršitve na cesti so gorenjski policisti zaznali v poostrenem nadzoru, ampak ne na cesti, temveč iz zraka. Skupaj z letalsko policijsko enoto policije so voznike na določenih kritičnih odsekih spremljali s helikopterja. Do konca tedna sicer poteka poostren nadzor po vsej Sloveniji. V sredinem 12-urnem maratonu pa so izmerili več kot 800 prehitrih voznikov. Med drugim izstopa voznik z objestno vožnjo na avtocesti. Zakaj si je prislužil 1200 evrov globe? Tanja Volmut. To je odsek predvor Zgornje Jezersko, po ocenah policije eden bolj kritičnih na Gorenskem. Hkrati pa nas na nevarno vožnjo pogosto opozarjajo tudi občani. Ali kot pravijo domačini, dirkališče. ovinki in kolesarji, motoristi, avtomobili, tudi traktorji. Tudi kakšni kolesari, predvsem, ko vozijo štric, za kakšnim ovinkam pa to zna biti kar rizično. Porast motoristov, porast prestižnih avtomobilov in potem je tukaj poligon, ki se včasih dogaja tudi do polnoči. Zato na tem delu nadzor tudi iz zraka, ugotovitve, prehitevanje čez polno črto, vožnja na napačni strani in čez polno črto. In spet prehitevanje v ovinek čez polno črto. Helikopter sicer z opazovalcem iz zraka zaznava nevarna ravnanja, kot so nepravilna prehitevanja, vožnja po nasprotni strani. Kršitve sporočijo patrulji na terenu. Ja, to je bilo sprejeto, bo ustavljeno. Naš namen ni kaznovanje, ampak predvsem povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Statistika je namreč zgovorna. V sredinem maratonu nadzora 803 prekoračitve hitrosti. Najbolj kritična so še vedno naselja, tam so ustavili 523 prekrškarjev. Izven naselja 143, na avtocestah in hitrih cestah pa so zabeležili 146 prekoračitev hitrosti. Eden hujših. Ko je bilo v delovni zapori, kjer je hitrost omejena na 60 km/h, v delovni zapori na avtocesti je bila ugotovljena hitrost voznika 144 km/h. Globa 1200 evrov in 9 kazenskih točk. To je predstavljalo nevarnost tako za voznika kot za druge udeležence in predvsem tudi za delavce, ki opravljajo dela v teh delovnih zaporih. Pred nami je 1. maj, pa poletna turistična sezona, posledično vse več prometa. Poleti bo potrebno predvsem veliko strpnosti med vsemi udeleženci v prometu. Seveda lahko pričakujemo ponovno kar zastoje na cestah, temu se ne da izogniti. Bo pa v prihodnjih mesecih zaradi varnosti okrepljen tudi policijski nadzor.